Kvisko, paketek 10 na Temi. Kids TV. Kvisko, kdo je moja mamica? Pomagajmo mladičkom poiskati pravi odgovor. Miška, zajklja, krava. Kako imenujemo mamo male miške? Je to miška, zajklja ali krava? Mamici malega miška rečemo miška, očku pa miš. Miši se delijo med domače, poljske in gozdne miši in podgane, so precej pametne, iznajdljive in predvsem prilagodljive živali. Volkulja, pujsa, lisica. Kako imenujemo mamo malega pujska? Ji rečemo volkulja, pujsa ali lisica? Mamica malega pujsa je pujsa, očku pa rečemo pujs. Mama pujsa skoti veliko mladičkov, običajno od 8 do 12. Mladički so zelo glasni in povzročajo veliko hrupa. Krava, flamingo, srna. Kako imenujemo mamo malega telička? Ji rečemo krava, flamingo ali srna? Mama malega telička je krava, očku pa rečemo bik. Krave so zelo inteligentne in čuteče živali, prav tako so zelo družabne, so tudi izjemno radovedne in slišijo bolje kot mi. So krasne mamice. Zajklja, kokoš, papiga. Kako imenujemo mamo malega zajčka? Ji rečemo zajklja, kokoš ali papiga? Mamici rečemo zajklja, očku pa zajec. Ko se zajčki skotijo, nimajo kožuha. Da bi jim bilo toplo, se tesno stisnejo drug poleg drugega v topel nastil iz samičine dlake. Pri 2 tednih pa jim že zraste kožušček, tako lahko tekajo naokoli. Gremo naprej. Sova, slonica, medvedka. Kako imenujemo mamo male sovice? Ji rečemo sova, slonica ali medvedka? Sova je mama male sovice, skovir pa je oče. Čeprav mnogi mislijo, da je čuk, v resnici je čuk vrsta manjše sove. Skovir pa je sovji samec. Živijo v gozdovih in gorah, predvsem pa jedo miši in voluharje. Jež, kobila, levinja. Kako imenujemo mamo malega levčka? Ji rečemo jež, kobila ali levinja? Mama malega levčka je levinja, njegov očka pa lev, ki mu rečemo tudi kralj živali. Mamica male levčke uči, kako se pleza na drevo in lovi plen. Levčki pa so zelo, zelo igrivi. Kvisko, to je to in zelo dobro vam je šlo. Kvisko, malo tu, malo tam. Diana tu in za vas imam novih 6 vprašanj. Opica, fantek, klovn. Kateri izmed 3 vrti moder obroč okoli pasu? Dobro poglejte slike. Zelo spreten je tale fantek, se vam ne zdi? Ste že poskusili vrteti obroč okoli pasu? Kako vam je šlo? Ni tako enostavno, kot se na prvi pogled zdi, kaj ne? Gremo naprej. Žaga, kladivo, izvijač. S čim bo delavec prežagal desko? Bo uporabil žago, kladivo ali izvijač? Seveda si je delavec za žaganje izbral žago. Ta je namenjena žaganju desk. Ostrejše kot je rezilo, lažje jo bo delavec prežagal. Vedite pa, da je žaga lahko nevarna, če je ne uporablja nekdo, ki je za to usposobljen. Gasilski tovornjak, nakupovalni voziček
epruvete. Kam zložimo izdelke med nakupovanjem v trgovini? Jih bomo zložili v gasilski tovornjak, nakupovalni voziček ali v epruvete? Če gremo starši po nakupih, vedno vzamemo nakupovalno košarico ali nakupovalni voziček. Katero od dveh izberemo, je odvisno od količine stvari, ki jih bomo kupili. Gremo dalje. Žarnica, meter, jajce. Kaj oddaja svetlobo? Je to žarnica, meter ali jajce? Dobro razmislite. Žarnica ali svetilka z žarilno nitjo pretvarja električno energijo v svetlobno s pomočjo segrevanja kovinskega vložka na zelo visoko temperaturo, da zažari. Po domače, žarnica oddaja svetlobo. Vrtalni stroj, kombinirke, ključ. Kaj ima delavec v roki? Dobro poglejte. Ali drži vrtalni stroj, kombinirke ali ključ? Vrtalni stroj so prenosni, uporabljamo jih za razna montažna dela in so nepogrešljivi pripomočki v vsaki domači hišni delavnici. Pogon je lahko ročni ali strojni. In še zadnje vprašanje. Buča, gobe, jabolka. Kaj glodajo miške na sliki? Miške glodajo bučo. Miška je majhen, pogosto škodljiv glodavec z dolgim golim repom, ki se hrani med drugim tudi s poljskimi pridelki, kot je buča. Kvisko, to je to in odlično vam je šlo. Kvisko, kje, kdo dela? Dan, otroci, Diana tu. Zanima me, če veste, kje dela vrtnar? V vesolju, na vrtu ali v avtomehanični delavnici? Le kje bi lahko vrtnar vrtnaril? Bo držalo, vrtnar vrtnari na vrtu. Ampak veste kaj, vrtnar bi lahko delal tudi v rastlinjaku, na njivi, pa tudi v parku bi ga lahko našli. Gremo naprej. Zanima me, ali veste, kje dela zdravnik? Na banki, v bolnišnici ali v frizerskem salonu? Kje pomaga vsem tistim, ki potrebujejo pomoč? V bolnišnici je pravilen odgovor. Ampak veste kaj? Zdravnik lahko dela tudi v splošni ambulanti, v raziskovalnih ustanovah, na medicinski fakulteti in še kakšno delovno mesto bi mu našli. Gremo naprej. Povejte mi, kje dela astronaut? Na avtobusni postaji, v cirkusu ali v vesolju? Kaj mislite, če bi šli na sprehod, kje bi srečali astronauta? Če bi šli na sprehod v vesolje, bi srečali astronauta. Oni so tisti, ki tja potujejo. Vesoljska postaja je v vesolju dom za njih, je pa tam precej nevarno, zato morajo imeti posebne obleke, ki jim rečemo skafandri. Povejte mi, kje dela gasilec? V laboratoriju, na gasilski postaji ali v trgovini? No, kje dela gasilec? Že veste? Delovno mesto gasilcev je na gasilski postaji. Tako je. Delo poklicnega gasilca je zelo raznoliko. Gašenje požarov, reševanje ljudi ob naravnih in drugih nesrečah, usposabljanje ljudi za varstvo pred požarom in gašenje in še. Kje pa dela medicinska sestra? V bolnišnici, na policijski postaji ali v šoli? Kaj mislite? Ja, za medicinsko sestro vas sprašujem. V bolnišnici
bolnišnici dela medicinska sestra, med drugim pa lahko dela tudi v zdravstvenih domovih, v posvetovalnicah, v patronažnem varstvu, v domovih za starejše občane, v reševalni službi in tudi zanjo bi našli še kakšno delovno mesto. Kje pa dela pilot? V pilotski kabini, na plaži ali v hotelu? Delovno mesto pilota je pravzaprav kabina v letalu. Pilot upravlja letalo na domačih ali mednarodnih poletih. Kakšno super službo ima, ampak višine se pa ne smemo bati, če želimo biti piloti. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, kdo je moja mamica? Bomo pomagali mladičkom poiskati odgovore? No pa dajmo. Veverica, papiga, ovca. Kako imenujemo mamo male papige? Ji rečemo veverica, papiga ali ovca? Dobro razmislite. Rečemo ji papiga, prav tako rečemo očku papiga. In njun mladiček je mali papagajček. Vsem papigam je skupno stopalo prilagojeno vzpenjanju, 2 prsta obrnjena naprej in 2 obrnjena nazaj. Gremo naprej. Lisica, kobila, flamingo. Kako imenujemo mamo malega flaminga? Ji rečemo lisica, kobila ali flamingo? Mamici rečemo mama flamingo, očku očka flamingo in malemu flamingu mali flamingo. Veste, to so zelo velike severnoafriške ptice z rožnato rdečim perjem. Rečemo jim tudi plamenec. Volkulja, srna, rakun. Kako imenujemo mamo malega volkca? Ji rečemo volkulja, srna ali rakun? Mamici malega volka rečemo volkulja, njegov očka pa je volk. Veste, volk je največji predstavnik družine psov, razširjen je po divjinah Evrope, Azije in Severne Amerike. Živijo v tropih, kjer se točno ve, kdo je glavni. To sta alfa volk in alfa volkulja. Gremo hitro naprej. Na prvi sliki je zajklja, na drugi kokoš, na tretji pa slonica. Kako imenujemo mamo malih piščančkov? Zajklja, kokoš ali slonica? Mami rečemo kokoš, očku pa petelin. Vsaka zdrava kokoš vsak dan znese eno jajce in na vsakih nekaj dni naredi premor. Vendar le nekatere kokoši tudi skrbijo za jajca, jih grejejo in obračajo, dokler se iz njih po 3 tednih ne izvalijo piščančki. Gremo naprej. Sova, lisica, srna. Kako imenujemo mamo malega Bambija? Ji rečemo sova, lisica ali srna? Mamici malega Bambija rečemo srna, njegovemu očku pa srnjak. Veste, srna je naša najštevilčnejša parkljasta divjad, ki naseljuje skoraj vse predele naše domovine, od gora do nižin. Še zadnje vprašanje. Jež, veverica, medvedka. Kako imenujemo mamo malega veverička? Ji rečemo jež, veverica ali medvedka? Tako je, mamici malega veverička rečemo veverica, ampak enako rečemo tudi njegovemu očku, veverica. Je pravi akrobat, dolg rep je v pomoč pri plezanju na drevesa. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, malo tu, malo tam, za vas imam novih 6 vprašanj. Začnimo. Želod, dežnik, buča. Kaj drži ježek v tačkah? Ali drži želod, dežnik ali bučo? Mali ježek drži želod. Ste vedeli, da je želod plod hrasta in njegovih bližnjih sorodnikov iz družine bukovk? Niste? No, zdaj veste.
Gremo dalje na drugo vprašanje. Mišek, dežnik, ježek. Kaj drži deklica v roki? Že poznate odgovor? No, odštevamo. Deklica drži dežnik. Uporabimo ga, da se zaščitimo pred dežjem, da nismo mokri, kaj ne? Ampak ali veste, da so dežnik najprej uporabljali za zaščito pred soncem, šele kasneje pa za zaščito pred dežjem? Tretje vprašanje. Pisani listi, želod, jabolčna pita. Med čim deklica poplesuje? Poplesuje med pisanimi listi, med želodi ali med jabolčnimi pitami? Med pisanimi listi z dreves. Ste vedeli, da drevesa ločujemo glede na barvo in obliko listov, plodov, cvetov, lubja ter skorje? Pri ločevanju nam včasih pomaga tudi oblika krošnje. Gremo dalje. Deklica, fant, delavec. Kdo na sliki ima rdeč šal okoli vratu? Dobro poglejte slike. No, kdo ima rdeč šal? Vesela in zadovoljna deklica ima okoli vratu krasen rdeč šal. Zakaj si damo šal okoli vratu? Da nas ne zebe, kako pak? Gremo naprej, ste pripravljeni? Pajek, netopir, muc. Katera od treh živali ima krila? Je to pajek, netopir ali muc? Netopir ima krila, res je. Ste vedeli, da je netopir toplokrvna žival? Njegovo telo prekriva dlaka in kotijo žive mladiče, ki v svojih prvih dnevih življenja sesajo materino mleko. So nočne živali. Še zadnje vprašanje. Poštar, pirat, zdravnik. Kdo išče skrite zaklade na morju? Je to poštar, pirat ali zdravnik? Dobro razmislite, preden odgovorite. Pirat je? Aha, pirati so sicer v knjigicah zabavni, ampak v resnici so precej zlobni. Plenijo in ropajo na morjih in skrbijo samo za lastno korist. Na srečo v naši bližini piratov ni več, še vedno pa se pojavljajo v Aziji in Afriki. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, kje, kdo dela? Mi boste pomagali ugotoviti? No, začnimo. Kje dela poštar? Na pošti, na vrtu ali v vesolju? Le kje se vam zdi smiselno, da bi poštar lahko delal? Poštar ali pismonoša dela na pošti in skrbi za dostavo pošiljk. Dostavo opravi peš, s kolesom, z mopedom ali z avtomobilom. Zanima me, ali veste, kje dela policist? V cirkusu, na gasilski postaji ali na policijski postaji? Kje je delovno mesto policista? Policist dela na policijski postaji, tako je. Njegovo delo zagotavlja varnost nas, ljudi in premoženja. Če je potrebno, lovijo tudi lopove, ki so ukradli nekaj, kar ni njihovo. Če se zgodi prometna nesreča, so tam tudi policisti. Kje pa dela frizerka, mi znate povedati? Ali dela v laboratoriju, v frizerskem salonu ali v bolnišnici? Kje je njeno delovno mesto? Frizerka dela v frizerskem salonu. Skrbi, da naši lasje izgledajo čudovito. Včasih nas postriže, včasih pobarva, včasih pa le umije lase in uredi pričesko. Zanima me, ali veste, kje dela natakar? V restavraciji, v hotelu recimo, v šoli ali na avtobusni postaji? Kje je njegovo delovno mesto po vašem?
to je? Delovno mesto natakarja je lahko v restavraciji, v hotelu. Ampak veste kaj? Natakar lahko dela tudi v gostilni, v okrepčevalnici, bifeju, bistroju, taverni in še kakšno delovno mesto bi mu našli. Kaj pa znanstvenik? Kje dela znanstvenik? V laboratoriju, na letališču ali na plaži? Kaj mislite, kje bomo njega našli? Znanstvenik dela med drugim tudi v laboratoriju, ukvarja se z znanostjo. Jaz vam danes povem 2 imeni znanstvenikov, ki jih boste skupaj z mamico in očem poiskali. Si boste zapomnili? Nikolaj Kopernik in Charles Darwin. Povejte mi, kje dela vojak? Na gasilski postaji, v vojaški bazi ali na policijski postaji? Kje bomo našli vojaka? Vojak dela v vojašnici Slovenske vojske, ko pa je na vojaški misiji nekje v tujini, pa je v vojaški bazi. Vojaki Slovenske vojske branijo našo državo, ko in če je to potrebno. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, dinozavri. No, pa da vidim, koliko znamo povedati o dinozavrih. Kateri izmed 3 dinozavrov je zelene barve? Je to triceratops, diplodok ali tiranozaver? Kateri je zelene barve? Diplodok je zelen, bo držalo. S svojim dolgim vratom in repom je bil diplodok verjetno najdaljša žival, kar jih je kadarkoli živelo na svetu. Dolg je kot 3 avtobusi skupaj. Gremo naprej. Kateri izmed 3 dinozavrov ima krila? Je to brahiozaver, pterodaktil ali triceratops? Kateri ima krila in z njimi lahko leta visoko, visoko? Pterodaktil, kako pak? Z dolgimi in močnimi krili je bil dobro opremljen za letenje. Imel je ostre zobe, na glavni greben kosmato telo, kratek rep, dolga krila, na njih pa krilne kremplje. Gremo na 3. vprašanje. Kateri izmed 3 dinozavrov je imel oklep? Je to ankilozaver na prvi sliki, pterodaktil na drugi ali stegozaver na 3. sliki? Ankilozaver, on je imel oklep. Bil je rastlinojedi dinozaver. Glavna značilnost ankilozavra pa je njegov oklep, sestavljen iz velikih gumbov in kostnih plošč vgrajenih v koži. Gremo dalje. Kateri izmed 3 dinozavrov je morski? Je to tiranozaver z prve slike, pleziozaver z druge ali stegozaver z 3. slike? Pleziozaver je bil izvrsten plavalec. Bili so velikanski morski kuščari, imeli so močno široko telo, kratek rep, zelo dolg vrat in majhno glavo. Njihova značilnost so bile 4 plavuti. Gremo naprej. Na kateri izmed 3 slik je fosil triceratopsa? Na prvi sliki, na drugi ali na 3? Se pravi, fosil triceratopsa. Kje je? Fosil triceratopsa je bil na prvi sliki. Veste, fosil je del ali sled živega bitja, ki je ostala ohranjena v kamnu. Ste to vedeli? No, zdaj veste. Gremo dalje. Kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali, korenje ali čokolado? Le kaj so jedli mesojedi dinozavri? Druge živali so jedli, kaj ne? Bo držalo. Mesojedec je žival, ki se prehranjuje izključno z mesom. Gremo naprej. Kaj pa so jedli rastlinojedi dinozavri? So jedli druge živali, rastline ali sir?
Le katera izmed 3 možnosti je prava? No, da vas slišim. Rastlinojedi dinozavri so jedli rastline. Tako je, rastlinojeda žival pomeni, da je to žival, ki se prehranjuje izključno z rastlinsko hrano. Še zadnje vprašanje nas čaka. Kdo preučuje izumrle dinozavre? So to paleontologi, zobozdravniki ali policisti? Kdo preučuje izumrle dinozavre? Seveda, to so paleontologi. Prav oni preučujejo izumrle dinozavre. Govorimo o znanstvenikih, ki iščejo in preučujejo fosile. Kvisko, to je to. Kvisko, kdo je moja mamica? Bomo mladičkom pomagali poiskati pravilen odgovor? No pa dajmo. Kobila, ovca, krava. Kako imenujemo mamo malega žrebička? Ji rečemo kobila, ovca ali krava? Mama malega žrebička je kobila, njegovemu očetu pa rečemo konj. Veste, konji imajo največje oči med vsemi kopenskimi sesalci in vidijo skoraj na vse strani. Žrebički pa lahko tekajo naokoli že nekaj ur po rojstvu. Gremo dalje. Raca, ovca, žirafa. Kako imenujemo mamo malega jagenjčka? Ji rečemo raca, ovca ali žirafa? Mami malega jagenjčka rečemo ovca, očku pa oven. Običajno so ovce poraščene s kodrasto dlako, ki se imenuje volna. Iz volne pa potem lahko spletemo topla oblačila, nogavice, šale, rokavice, kakšno kapo. Tigrica, medvedka, pujsa. Kako imenujemo mamo malega medvedka? Ji rečemo tigrica, medvedka ali pujsa? Mamici malega medvedka rečemo medvedka, njegovemu očku pa medved. Ste vedeli, da rjavi medvedi živijo v gozdu, da radi plavajo v rekah in lovijo ribe? Pred zimo pridno nabirajo hrano, saj se morajo dovolj najesti, da bodo dolgo zimo preživeli z zalogami tolšče. Gremo hitro naprej. Na prvi sliki je rakun, na drugi raca, na tretji pa slonica. Kako imenujemo mamo malega račka? Rakun, raca ali slonica? Mami malega račka rečemo raca, njegovemu očku pa racman. Ste vedeli, da imajo race dobro razvit vid, sluh pa tudi okus in so izvrstne letalke? Sova, žirafa, levinja. Kako imenujemo mamo male žirafe? Ji rečemo sova, žirafa ali levinja? Mamici male žirafice rečemo žirafa, prav tako rečemo očku žirafa. Veste, mala žirafica se na noge postavi takoj, ko se rodi. Mamino mleko je zelo hranljivo in tako hitro raste. Jež, tigrica, želva. Kako imenujemo mamo malega tigrčka? Ji rečemo jež, tigrica ali želva? Mami rečemo tigrica, očku pa tiger. Čeprav mladički, ko se skotijo, ne vidijo in ne slišijo, znajo piti materino mleko. Od mamice se ves čas učijo spretnosti lova. Tigri morajo biti zelo tihi, da ne splašijo plena. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Kvisko, pa preverimo, kako dobro poznamo morske živali. Delfin, morski konjiček, riba. Katera izmed 3 živali je sesalec? Se pravi, katera koti žive mladiče?
Tako je, to so delfini, vodni sesalci in ja, tudi oni kotijo žive mladiče. Živijo v vseh morjih sveta, njihova telesa so popolnoma prilagojena življenju v vodi. Nimajo dlake, ker bi jih ovirala pri plavanju. Gremo naprej. Pavijan, krokodil, gekon. Katero izmed treh živali tudi najdemo v morju? Katera tudi plava? Krokodil, seveda, so ena izmed redkih živali, ki so na svetu že od prazgodovine in so bili družba že dinozavrom. Nekateri živijo v sladkih vodah, nekateri pa v morskih, slanih vodah. Krokodili se izležejo iz jajc. Gremo naprej. Sinji kit, morska zvezda, hobotnica. Katera izmed treh živali ima 3 srca? No, katera? Res je, hobotnica ima 3 srca, eno večje in 2 manjši. Njihova kri je modre barve, so zelo inteligentne živali, raziskave so pokazale, da se hitro učijo in lahko logično rešujejo probleme. Gremo naprej. Sinji kit, hobotnica, želva. Katera izmed treh živali je največja na svetu? Katera izmed treh? Res je, to je sinji kit, največja žival na svetu. Je sesalec tako kot mi, ljudje, kot i žive mladiče, ki sesajo mleko pri mamici. So bolj kot ne samotari in se le redko zadržujejo v jatah. Jejo samo drobne rakce. Morski pes, morska zvezda, orka. Katera izmed treh živali prebiva na morskem dnu? Le katera izmed treh? Aha, morske zvezde prebivajo na morskem dnu in to v vseh svetovnih oceanih. So zelo živahnih barv, imajo takšna majcena usta, s katerimi jejo školjke, polže, pa morske ježke tudi. Gremo dalje. Klovnska ribica, riba napihovalka, želva. Le katera izmed treh živali ima oklep? Želva ima oklep, seveda. Na zemlji so že od časa dinozavrov. Kako stare so že te živali. Ste vedeli, da nimajo zob in hrano razkosavajo s čeljustmi? Njihov oklep pa raste skupaj z njimi in nikoli ni tako velik, da bi lahko želva zlezla iz njega. Gremo hitro naprej. Globokomorska riba, morski konjiček, rakovica. Katera izmed treh živali se z repom oprijema rastlinja v morju? Morski konjiček, bo držalo. Veste, so ena najbolj nenavadnih vrst rib, ki so nekaj posebnega zaradi svoje neobičajne oblike. In ja, rep imajo zato, da se oprijemajo na rastlinje v morju in se tako tudi premikajo. Kvisko, to je to. In odlično vam je šlo. Kvisko, kje, kdo dela? Pomagajte mi odgovoriti na vprašanja. Boste? No, pa začnimo. Kje dela učiteljica? V šoli, na vrtu ali v vesolju? Kje učiteljica predaja znanje otrokom? Učiteljica dela v šoli, otrokom predaja znanje. Zato otroci, ko ste v razredu, dobro napnite ušeska in si poskusite čim več zapomniti. Le kje dela prodajalka? V šoli, v trgovini ali na gasilski postaji? Prodajalka dela v trgovini, nekatere delajo v manjših, nekatere v večjih trgovinah, nekatere v trgovinah z oblačili, druge v trgovinah s hrano, tretje v trgovinah z igračami. Kaj pa kuharica? Kje dela kuharica? V laboratoriju, v frizerskem salonu ali v kuhinji? Kje je delovno mesto kuharice?
Kuharica dela v kuhinji. Lahko je to v hotelu kuhinja ali v gostilni. Nekatere kuharice delajo v šolah, kjer skrbijo, da otroci dobro jeste. Druge v tovarnah, te napolnijo želodčke pridnim delavcem. Kaj pa cirkusant? Kje dela cirkusant? V cirkusu? V vesolju? Ali v avtomehanični delavnici? Kje si bomo ogledali zabavnega dečka na žogi, ki vrti hula hop obroč? Cirkusant dela v cirkusu, potuje po svetu in zabava ljudi s cirkuškimi vragolijami. Trenutno je najbolj znan kanadski Cirque du Soleil, ki slovi po krasnih cirkuških predstavah. Kje pa je delovno mesto reševalke iz vode? V laboratoriju, na letališču ali na plaži? Kje jo bomo srečali? Reševalka iz vode dela na plaži ali ob bazenu. Skrbi za varnost kopalcev. Če se kdo znajde v težavah, je prva, ki priskoči na pomoč. Še zadnje vprašanje. Zanima me, ali veste, kje dela kirurg? Na gasilski postaji, v bolnišnici ali na policijski postaji? Kirurg dela med drugim v bolnišnici, rešuje življenjsko nujna stanja, se pravi, operira. Poznamo splošnega kirurga, ki operira nujne zadeve, nevrokirurga, ki je specialist za možgane in še in še in še. Kvisko, to je to in dobro vam je šlo. Če se radi družite z nami, potem nikar ne pozabite pritisniti gumba subscribe in zvončka, ki je poleg. Objem, polubček in pa do prihodnjič.